Na napovedi Irana, da je začel izvajati načrt za povečanje svojih kapacitet bogatenja urana, se je že včeraj odzval izraelski premijer Benjamin Netanjahu, ki je dejal, da je namen iranskega bogatenja urana uničenje Izraela. Danes pa se je odzval tudi francoski zunanji minister Jean-Yves Le Drian, ki je mnenja, da bi v primeru dokončnega propada mednarodnega sporazuma o iranskem jedrskem programu iz leta 2015, s katerim se je Iran odpovedal bogatenju urana, bile takšne namere izjemno tvegane. Le Drian je še dodal, da ostajajo načrti za reševanje jedrskega sporazuma nedotaknjeni. Napetosti med Iranom in Zahodom so se ponovno začele, ko je predsednik Donald Trump Združene države umaknil iz jedrskega dogovora z Iranom, kar je Iran označil za veliko napako. Le Drian je spregovoril dan potem, ko je izraelski vodja pozval Francijo naj pozornost usmeri v iranski regionalni napad, kar ne bi bil dovolj dober razlog, da tudi Francija prekine jedrski sporazum med svetovnimi silami in Teheranom, saj bo zaradi gospodarskega pritiska v vsakem primeru propadel. Ruski predsednik Vladimir Putin kljub državnim sankcijam upa na bolj pozitiven odnos z Zahodom. Sankcije, ki so jih Rusiji naložile Združene države, so začele veljati po referendumu marca 2014, v katerem so volivci glasovali za to, da ukrajinski Krim postane del Rusije. Putin je kljub sankcijam prepričan, da lahko Rusija in Zahod ponovno vzpostavita normalne vezi, vendar je poudaril, da se ne bo odrekel svetovnemu vplivu Rusije. Sicer upa na otoplitev odnosov z Zahodom, vendar v isti sapi priznava, da jih omejitve oziroma sankcije ne presenečajo in dodaja, da se suverenosti in neodvisnosti ne mislijo nikdar odpovedati. Rusija se namreč zaveda, da nekatere države poskušajo z omejitvami ustaviti njihov razvoj, vendar verjame, da bodo na koncu brezplodne, kar bo vodilo k boljšim odnosom z zahodnimi državami. Putin tudi verjame, da bo končno zmagal razum in bodo lahko normalizirali odnose z vsemi sodelujočimi partnerji, vključno z Združenimi državami Amerike in državami, ki so pod taktirko Združenih držav sankcionirale Rusijo. Boj Indije z onesnaženim zrakom dobiva novo poglavje. V Indiji namreč zaradi nenehnih izpadov električne energije večina državljanov posega po dizelskih generatorjih, ki že tako onesnažen zrak še dodatno onesnažujejo. Kaže, da bo v Indiji zrak v prihodnosti kljub vsemu čistejši. Skupina tamkajšnjih inženirjev je namreč našla način, kako iz izpušnega plina dizelskih motorjev pridobiti črnilo. Inženirji trdijo, da je njihova naprava prva, ki zajema emisije dizelskih motorjev. Gre torej za revolucionarno napravo, dobrodošlo za vso državo, ki ima po raziskavi Svetovne zdravstvene organizacije 14 od 15 najbolj onesnaženih mest na svetu.